Dober dan, lepo pozdravljeni. Danes nadaljujemo z reševanjem lanske spomladanske maturitetne pole in smo že na drugem delu prve pole, kjer se bomo srečevali z majhno daljšimi nalogami, kot smo jih imeli v prvem delu. Pa kar začnimo. Takole naloga od nas zahteva, da narišite premici za enačbama y je minus 3 in y je minus 2x plus 3 ter izračunajte ploščino trikotnika, ki ga premici oklepata z ordinatno osjo. Prva stvar, na katero se moramo tukaj spomniti, je, da ordinatna os je drugo ime za y-os. Pravi, zanima nas bo ploščina trikotnika, ki ga premici oklepata z ordinatno osjo. Zdaj, prvo moramo pa teli premici narisati. Če pogledamo prvo premico, pravi, da ima enačbo y je minus 3. Tukaj gre za vodoravno premico, ker se y-koordinata ne spreminja, od x pa je povsem neodvisna. Se pravi, gre za vodoravno premico, ki poteka čez y-koordinato minus 3 in čez zajame čisto vse možne x-e. Pravi, jo narišemo takole. Pravi, vedno, ko ima premica samo eno spremenljivko, gre ali za vodoravno, če je edina ta spremenljivka y, ali pa za navpično premico, če je ta edina spremenljivka x. Pravi, v primeru, da bi imeli kaj podano premico x je minus 3, bi navpično po minus 3x koordinati narisali. In ta druga premica pa ima podani obe spremenljivke, se pravi, gre za neko premico, ki ima nek naklon, poteka po neki strmini in ima enačbo y je minus 2x plus 3. Zdaj, za premico, če jo želim narisati, je vedno dovolj, da vem dve njeni točki, ker je dvema točkama že enolično določena. Zdaj, ena točka, ki se tukaj zelo lepo vidi, je, da če v enačbo namesto x vstavimo nič, da ostane samo 3, oziroma lahko bi vedeli že iz predpisa funkcije, da tale trojka predstavlja začetno vrednost oziroma presečišče z y-osjo, se pravi, zagotovo vem, da ta druga premica poteka čez tole točko in ker ima koeficient minus, bo šlo za padajočo premico. Zdaj, za ta drugo točko, ki bi jo radi imeli, pa bi bilo fajn mogoče vzeti presečišče teh dveh premic, ker bo to presečišče pomembno znati za izračun ploščine. Zdaj, kako to presečišče premic zračunamo? Ja, samo enačimo njuna predpisa in to nam bo dalo x-koordinato presečišča. Pravi, postavim enačbo minus 2x plus 3 enako minus 3. Pustim x na svoji strani, številka se na drugi strani prenese z spremenjenim predznakom, dobimo minus 2x in minus 6, delimo celo enačbo z minus 2 in dobimo, da se te dve funkciji sekata pri x-koordinati 3, y-koordinata presečišča pa je zagotovo minus 3. Ta ima ta prva premica vse točke za y-koordinato minus 3. Pravi, vemo, da se premici sekata v tej točki s koordinatama 3, minus 3. In ker imam zdaj dve točki, ki ležita na drugi premici, lahko tudi njo narišem. Pravi, te dve točki povežemo. In zdaj zanima nas ploščina tega trikotnika, ki ga premici oklepata z y-osjo. Opazimo, da ne gre za nek poljuben trikotnik, ampak ker je tale premica bila vodoravna, imamo tukaj pravi kot. Pravi, gre za pravokotni trikotnik, kjer, če se spomnimo, se ploščino računa kot produkt obeh katet, se pravi stranic, ki oklepata pravi kot, ulomljeno za 2. V našem primeru sta kateti tale in tale stranica. Glede na to, da tale stranica po x poteka od koordinate 0 do koordinate 3, vemo, da je njena dolžina 3. Tale ta druga kateta pa poteka navpično navzgor po y od minus 3 do 3, se pravi, vemo, da ima dolžino 6 in sedaj to samo vstavimo v formulo za ploščino trikotnika. Dobimo 18 polovic, kar je enako 9 in smo računali še ploščino tega trikotnika in s tem je naša naloga zaključena. Dobro, pa pojdimo naprej. Naslednja naloga imamo podano logaritemsko funkcijo
za neko neznano osnovo A, katere graf poteka skozi točko z x koordinato 1/8 in y koordinato -3 polovice. Nas pa zanima, kolikšna tale osnova mora biti. Kako bomo do te osnove prišli? Ja, če mi vemo, da tale točka leži na grafu funkcije, potem zagotovo reši enačbo, s katero je funkcija podana. To je tisto, kar mi vedno vemo. Točke, ki ležijo na grafu funkcije, so tiste, ki rešijo enačbo, s katero je konkretna funkcija podana. Pravi, mi imamo podano x in y koordinato, se pravi, na mesto x bomo vstavili 1/8, y pa vemo, da se v predpisu funkcije skriva pri f od x, to je vedno y koordinata. Se pravi, dobimo enačbo, da je -3 polovice enako logaritem z osnovo a pri logaritmantu 1/8. Zdaj pa ja, kako tole enačbo rešimo? Mogli se bomo spomniti, kako je logaritem sploh definiran oziroma kako je povezan z eksponentno funkcijo. Pravi, če se spomnimo, kakšne rezultate vrača logaritem. Logaritem vrne rezultat tako številko, s katero bi mogel potencirati tole mojo osnovo a, da bi dobil moj logaritmand. Pravi, število, ki je v logaritmu. Se pravi, logaritem vrne vedno tako število, na katerega moram potencirati osnovo, da dobim logaritmand. Se pravi, v splošnem, kako sta logaritemska in eksponentna funkcija povezani. Če jaz vem, da imam nek logaritem z osnovo a in logaritmantom x je enako nekemu y, to pomeni, da lahko jaz to v eksponentno enačbo spremenim tako, da rečem, da mora biti a na y enako x. Kot smo rekli, osnova na rezultat logaritma mora biti logaritmand. Pravi, če to preoblikujemo, dobimo, da mora biti a na -3 polovice enak 1/8. Zdaj pa moramo samo še tole eksponentno enačbo malo prilagoditi, da se lepo vidi v a. Tukaj se lahko lotimo več korakov, pa pojdimo mi malo postopoma, da se vsak korak lepo vidi. Najprej recimo celo enačbo potenciram na potenco -1, ki nam bo na levi strani odstranila minus, ker vemo, da potenca na potenco se med sabo množita, -3 polovice krat -1 pa seveda da +3 polovice. Pri 1/8 pa če jo potenciram na -1, vemo, da negativne potence ulomke obračajo, pravi se iz 1/8 ustvari 8. Sedaj pa se recimo bom znebil v potenci prvo dvojke, se pravi bom komplet enačbo dal na kvadrat, da se tukaj le spet pri množenju tale dvojka in tale dvojka pokrajšata. Se pravi, dobim a na tretjo je 8 na kvadrat, pa vemo, da je 64. Se pravi, sedaj se moramo znebiti samo še trojke, kar se pa znebim tako, da celo enačbo stavim pod tretji koren. Pravi, mi ostane, da je a tretji koren od 64. Zdaj pa, če razmislimo, katero število je treba dati na 3, da dobimo 64. Ja, 64 smo sicer mi dobili kot 8 na kvadrat, ampak v bistvu se pa skriva tudi kot tretja potenca štirke. Če bi dali 4 krat 4, dobimo 16 in 16 še krat 4 je 64, se pravi, iz tukaj sledi končna rešitev, da je naš a enak 4. Se pravi, je s tem naloga zaključena. Upam, da so bile zadeve razumljive in se slišimo v naslednjem posnetku. Hvala za poslušanje.